Nova Akropola je mednarodna kulturna, humanistična in filozofska organizacija, ki deluje v več kot 50 državah sveta od leta 1998, tudi v Sloveniji. Njena osnovna načela so spodbujati ideal univerzalnega bratstva, ljubezen do modrosti in razvoj najboljših človeških potencialov. Zato pripravljajo najrazličnejša predavanja, razstave in pogovore in na novo odpirajo vrata v starodavne modrosti. Skozi različna dogajanja, predavanja, razstave poskušamo v ljudeh prebuditi tisto človeško noto, to zbuditi. Lahko so to predavanja, ampak predavanja, ki pravzaprav probajo najti ene svetle točke skozi zgodovino ljudi, ki so to živi ljudje, to niso supermeni, to niso iz kakšnih znanstveno-fantastičnih nadaljevank, ampak ljudje, ki so to potrdili, so zmogli, so prinesli napredek družbi in pravzaprav zakaj ne bi tudi mi. In zato skozi taka predavanja človek se lahko sooča z določenimi učenji, z določenimi idejami, lahko dobi en širok pregled in pogleda, kaj je v ozadju, kaj je tista resnica, da dobi malo navdiha in to nekako mu da lahko eno jasnost, eno trdnost, jasnost stališč in mora usmerjati tudi njegovo življenje, mora ga spremeniti. In ko smo pri tem, da človek se trudi, da bi spremenil sebe, pusti ene stvari tudi za sabo, spremeni družbo, vsaj malo se trudi dati en svoj prispevek v družbi. Tako da v končni fazi cilj je, da se malo zboljša stanje, da se malo poudarijo eni elementi, ki so nam koristni, so nam potrebni in včasih, ko se pozabijo, da ponovno se jih obnovi. Na sedežu društva v Ljubljani so pred kratkim odprli razstavo Labirint Zmaj Samorok, ki odstira pogled na univerzalne simbole človeštva. Mi pa smo v knjižnici Otona Župančiča obiskali njihovo predavanje z naslovom Mark Aurelij ali o potrebi po dobrih ljudeh. Mark Aurelij je bil edinstven rimski cesar, saj je za razliko od mnogih vladarjev, ki so prisegali na pravičnost in modrost, obojemu tudi v resnici sledil. Če bi imel mačeho, obenem pa pravo mater, bi mačeho sicer spoštoval, zatekal pa bi se vendarle vselej k materi. Isto vlogo imata danes pri tebi dvor in filozofija. Beremo v dnevniku cesarja Marka Aurelija, ki ga lahko po zaslugi založbe Slovenska matica beremo tudi v slovenščini. Njegov ideal vladanja je bila Platonova vizija države, ki jo vladar vodi tako, da najprej doseže mir s seboj, vzpostavi harmonijo v sebi in šele nato lahko mir in stabilnost prinese tudi državi. Mark ni napisal ne vem koliko filozofskih razprav, tako da tudi ni mogoče tisti filozof, kot si ga danes predstavljamo, kot človek zakopan v knjige. Lahko rečem, da je njegova filozofija, da je to nekaj, kar je prežemalo njegovo življenje, kar je prežemalo njegovo vladanje. Ta filozofija ga je usmerjala predvsem k tisti človečnosti, k tej dobroti, s katero je tudi vladal. In lahko za Marka rečemo, da je bil v prvi vrsti človek z veliko začetnico in v drugi vrsti vladar. To pomeni, da vladarstvo oziroma vladanje, ta njegova vloga, to je bila samo njegova življenjska, lahko rečemo, vloga. Pomembnejši je ta človek v ozadju. In kaj recimo tudi iz tega izhaja? Iz te človečnosti izhaja tudi odgovornost. Kaj je bil motiv njegovega vladanja? Motiv njegovega vladanja ni bil častihlepje. Ponavadi povezujemo oblast, častihlepje. Medtem ko pri Marku je šlo za eno odgovornost. Šlo je za odgovornost, tu spet je izhodišče v filozofiji, stoični filozofiji, ki na svet gleda kot na eno celoto. Ti si del te celote in si tudi odgovoren za košček tega stvarstva, za košček te celote. In ta košček
je bil v Markovem primeru Rim. Ker tudi Mark, kot pravi, nekje spet tu navajam dnevnik, pravi, ko se zjutraj prebudim, naj mi ne bo težko vstati, kajti poglej, tudi ptice, čebele, pajki, vsi delajo za dobro stvarstva, za dobro kozmosa. Zakaj ne bi tudi ti opravljal tistega dela, za katero si rojen, delo človeka? Skratka, v ozadju ta ideja, da smo del celote, da imamo eno odgovornost, da imamo eno dolžnost do te celote in v tem smislu je tudi vladanje za Marka pomenilo skrb. Skrb za ljudi. Tako kot ste že sami dejali, verjel je v dobroto srca, ki premaga vse zlo na svetu, čeprav ga je sam doživel obilo. Katere njegove etične vrednote bi še posebej izpostavili? On ni gledal na zlo kot na nekaj, kar je objektivno, ampak vedno je naš odnos do okoliščin, do tega, kar se dogaja. Njegove okoliščine niso bile rožnate. Prevzel je en tak precej nehvaležen položaj, eno cesarstvo, ki je bilo že v svojem zatonu in tu je bilo treba nekako, kako bi rekla, držati te vajeti skupaj, da se to vse ne podre, dati en zgled, tudi nerazumevanje strani in lahko rečemo domačih, tudi nerazumevanje ljudi. Skratka, vidimo, niso rožnate okoliščine, ampak kot pravi sam Mark, pomembne so naše presoje. On je bil prepričan, da ne glede na to, kaj vse se dogaja, da je v ozadju ena pravica, da je en red, ena pravica, ki to vse ureja in da je bolj problem našega neznanja, da se nam zdi nekaj kot zlo. In pravi celo to, kar se nam zdi kot zlo, to je lahko celo preizkušnja za našo vrlino, celo preizkušnja, ki nam omogoča, da potrdimo to človečnost, da potrdimo to dobroto. Če je tu v ozadju pravica, kot pravi Mark Aurelij, potem pravi tudi edino, kar je pomembno, je to, da človek deluje po pravici. Tudi pravi na enem mestu, ne oziraj se na to, kaj govorijo, kaj počnejo drugi, temveč poskušaj delati dobro, poskušaj biti pravičen. Pravi, smaragd mora ostati smaragd, mora ohraniti svojo pravo barvo. Ne glede na to, kaj delajo, kaj govorijo drugi, kakšne so okoliščine. Iz tega tudi izhaja potem, to recimo lahko izpostavimo kot eno od glavnih njegovih vrlin, to je delovanje, ne da bi pričakoval nagrado. Zatorej dajaj od tega, kar je povsem v tvoji moči, je zapisal modri vladar. Bodi pošten, dostojanstven, delaven. Ne išči naslad, ne godrnjaj zoper usodo. Bodi z malim zadovoljen, blag in svoboden. Bodi preprost, redkih besed in velikodušen.